Pa za našo steno zapeljal. Marko, na štartu druge etape. Kako si preživio prvi dan? Dobro je bilo. Malo je bilo blata i nije strašno s obzirom kako je bilo na startu. Sve u svemu dobro, danas ćemo vidjeti. Dobro se osjećam, kako bude bit će. I bila je najteža etapa, danas može biti samo lakše. A ne znam baš, čini mi se da danas je dosta teža brda nego jučer. Koliko vidim danas idemo preko 2 gore. Mislim da će danas biti teže. I još smo jučer bili odmorni, a danas će biti prava etapa. Sretno. Hvala. Saša, zdravo, kako si preživio prvi dan Alpe Tour trofija? Prvi dan je bio jako težak dan. Konkurencija je bila prejaka, ali uspjeli smo odvoziti, ja i moj kolega. I dobro, ja sam zadovoljan da sam došao do kraja. Neki planovi za drugi dan, nešto posebno? Pogledao si kakva je trasa? Trasa je, čini se, još gora nego prvi dan, tako da je u biti bitno je završiti. To će biti dosta za ovu godinu. I štediti još malo snage za još 2 dana. Tako je, još štediti da se uspije završiti. Dobro, sutra je ovako malo lakši dan, ali sutra je preko sutra je najbitnije još odvoziti, to je to. I doći do kraja. Sretno! Hvala! Robi se pred štartom ukvarja izmenjavo verige, ki je strgal na ogrevanju. Ampak slab začetek, dober konc, ne Robi? Dan že tak zjutraj. Kako pa rama? Skoraj tako ketna. Boš pozabil v prvem sponu na vse to? Ja, itak bo treba pozabiti. Alex, go. Rennleiter mit der Pistole auf die Hose. 10:30 und da sehen wir wieder runter. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Hopp, alles Gute. Was bringt jetzt hier da Olympiasieger draußen? Manuel Thiem, Matthias Krieg aus dem Ausseerland, die gestern auch so gut gefahren sind. Und hier. Anschauen die schnellste Sportklasse. Henning Karl ist gestartet mit der 145. Auch ganz vorne mit dabei. Dann unsere Gäste Peter Podolski aus der Steiermark hier vorbeigefahren. Wie gesagt, viele Athleten aus den Niederlanden, aus Belgien. And also the 3 guys from Australia. We wish you all the best for the race today. Die 3 Australier, die heute mit hier dabei sind. Einen aus Südafrika. Insgesamt 24 Nationen, die hier genannt haben zu dieser Veranstaltung 2011 bei uns in Schladming in der Dachstein-Tauernregion. Und wir wünschen auch euch wieder alles Gute. 2 Teams kommen. Einmal!
Robi s fotoaparatom, s kamero MTB ni prišel na najvišjo točko letošnjega Alpen Tour trofeja. Ali poskusiš čim bolj slikovito opisati, kakšen je ta vrh 2000 metrov, pa še kakšen čez? Toplo, sneženo, food cona, nošenje kolesa, mokro, tako pa beljiv, ko iz škafa, gor se voziš po močvirju skoraj. Mislim, noro, zafukano, tako da sem mislil, če pa to preživim, pa itak, če jaz se to rečem, ko itak uživam, ko je razbito, pa verjemite, da je res bo razbito, tako da niti peš nisi vedel, kam boš skočil. Noro, pa spust pol dol, na polna 70 po moji hitrosti, je bo dol pa pripad in nič itak nezaščiteno, mislim se niti ne more biti, samo ko si šel tam morda enih 20 metrov dal droba, oni zavoja. Jaz sem pol tudi kar malo z rezervo, niti nisem upal na paro dol, ker ne bi se rad znajdel dol na drugi serpentini ceste. Torej, včerajšnja etapa ni bila kraljevska, ne? Včeraj je bila bolj taka ogrevalna, se mi zdi, proti današnji. Ker že jaz sem v bistvu itak sem na uro gledam Mišinske, sem mislil, okej, zdaj bo vrh, itak vidim tam malo nekaj za peš, kurac ni bil vrh, je bilo še 4-krat za peš, pol čez sneg in koma. Mislim, ni bilo ne konca, ne kraja, tega sem mislil po mojem, da bomo prišli čist na vrh ledenika na 3 ure, ne na 2, tako je oni napovedal. Do pa tudi, mislim, da se je bavil, ko je rekel na štartu, da bo nekaj 200 metrov za peš, samo še za peš ni bo jeti, dejansko je bo bolj bi rabi kakšne zajle, da se bi obzajljali do, po moje, najboljš odbito. No. Ampak si spet po vrstitvi tam nekje, kjer si želiš biti, ne? Ja, vrstitev na koncu je bila spet okej. Čeprav prve pol etape bo pa, se je pa poznal od včera. Neka poškodba tudi tam, ko je na vrhu, tudi ogromno cajta zgubil, samo stavno preživo. Pa spet v bistvu na koncu sem mislim, da spet kar pridobil. To je bilo to. Jutri pa slovenska disciplina, vzpon. Ja, to je res, v bistvu sem nimam pravega dresa za vzpon. Po mojem merunga za slončko met. Pa v tebi pa morda lahko bil celo na stopničkah. Ne vem, to bi ja, v bistvu vzpon, ja, bomo videli, no. Po moje bo kar prav pasal bo, ko vem, da bom prešel gor pa je konc. Da ne bom rabil še enkrat gor lest, tako pa je bo danes. Boš šel z gondolo dol? Ne, to pa ne. Grem po smučišču, da itak po downhillu, da vidim. A je šlo? Ja, malo bolj se kot včeraj je šlo, čeprav lahko bi še bolj. Saj na prvi klanc nisem toliko trpel, sem šel, lepo mi je šlo, no. V primerjavi z včeraj, malo bolje. Kaj pa ekstremni gorski odseki današnji, kot ti jih je opisal Robi? Ja, je bilo kar hudo, sploh na vrhu drugega klanca je bil sneg, smo mogli nositi bicikle in tam res je bilo težko. Tudi spusti so bili težki, ko sem videl 3 puščice dol, sem se že veselil, strmega spusta, pa potem se je izkazalo, da smo mogli samo pešačiti dol. Neprevozno, tudi za Hansareja verjetno, ne? Verjetno za nobenega. Bravo! In tukaj je še Blaž. Kako si pa ti danes zadovoljen? Super. Kaj še jim reči? Super je bilo. Je še energije, volje za 2 dni, za jutrišnji vzpon, pa za nedeljsko etapo potem? Še je, mislim, presenečen sem na današnjo regeneracijo. Ni bilo dobenih problemov niti na prvi klanc. Edino psiha me je malo pustilo na cedilu, tisti ledenik in potem Zgojzer bi bil hitrejši dol. Katastrofa. Cross country in flat pedala bi bilo mogoče danes, ne? Ali pa kolo za trial, bi šlo bolje. I stvarno, ovo je bila kraljevska etapa, ne jučer, a? Kako si se snašel
visokim Alpama? Danas je stvarno bila kraljevska etapa. Pakao svih pakla. Brda nigdje kraja, ali najgore svega je bilo guranje po snijegu, po spustu, po blatu, po kamenjima. Ali prava etapa, prava, ljudska. Ja sam zadovoljan, dobro sam vozija, uspone odlično, jedno sam na spustu bloka do kraja. Guranje me ubilo. A sutra opet nešto sasvim drugčije. Tako sutra samo jedan uspon, mislim jedan ali vrijedan. 15 km uspona, to bi moglo biti dobro. To, kako se sad osjećam, mislim da će biti dobro. Evo Saši u cilju, a on kaže da je najbolje bio nizbrdo, a? U uphillu nisam baš, ali nizbrdo je išlo super. Super. Ko je znao dobro nizbrdo mogao nadoknaditi bar jedno 20 minuta, sigurno. I to je to, bilo je teško. Uspon je bio do kraja, išli smo po snijegu. Baš totalno do kraja su nas uništili. I da to bude još, da to još nije dovoljno, još na kraju je bio uspon od 500 metara. I sušite do kraja. Ali sve u svemu, na kraju si sretan. A sutra samo uzbrdo? Sutra samo uzbrdo, to ćemo pomalo. Danas je bio najbolji dan do sad. Najbolje je išlo.